Dober dan, Andrej Plenković in Angela Merkel sta se srečala. Hrvaški tisk interpretira dogodek kot brezkompromisno podporo nemške strani pravičnemu boju hrvaškega ljudstva za razmejitev v Piranskem zalivu. Jaz, kolikor sem uspel poslušati izjavo Angele Merkel po tem srečanju, nisem imel vtisa, da bi nemška stran prav zelo navdušeno sprejemala hrvaško stališče, pač pa je Angela Merkel govorila o problemih, ki jih je treba rešiti. Zdaj, tako kot jaz diplomatsko besedišče razumem, ko enkrat govoriš o problemih, je to nekaj, kar je resnega. Ponavadi se za probleme uporablja nek drug izraz, to je izziv. Tlele je šlo prav za to, da se je situacijo v tem koncu sveta poimenovalo z besedo, ki je nekoliko trda. Hkrati pa je iz izjave Angele Merkel bilo zaznati še to, da ugotavlja, da Hrvaška nima samo enega problema, pač pa ima vsaj dva, se pravi tudi mejo z Bosno in Hercegovino, iz česar bi se dalo sklepati, da Hrvaško poziva k temu, da reši zadeve, ni pa v tem iz tega bilo za razbrati, na kakšen način naj reši. Ali naj to rešuje tako, da pripozna odločitev arbitraže v slovenskem kejsu, slovenski zadevi, ali kot trdijo hrvaški mediji, da naj bi se zavzemala za bilateralno reševanje odnosov oziroma bilateralno reševanje odprtih zadev Slovenija-Hrvaška. Kaj pa je tvoj vtis? Ti imaš tudi nekaj pregleda nemškega tiska. Žal nisem tega niti sledil, niti zasledil v nemškem tisku ali kakorkoli. Zdi pa se mi, da je v kontekstu celotnega dogajanja ta tema bolj kot ne marginalna. Se pravi, jaz mislim, da za Angela Merkel v tem srečanju verjetno ni imela v mislih se pretirano ukvarjati z arbitražnim sporazumom, ki mimogrede za Slovenijo ne more biti drugega kot že rešena, jasno. In zato je pa seveda jasno, da v tradicionalno hrvaškem tisku poudarke postavijo tako, da zmagujejo. In s tem se jaz ne bi tega jemal resno na platformi resnice, bi pa na vsak način opozoril na to, da očitno je, da ima hrvaška diplomacija izredno intenzivno dejavnost, da se zelo trudi za to, da bi v velike teme zapakirala pač te svoje travme in pa namere, da bi javno mnenje nekako obrnila svoji politiki v prid, o tem ni dvoma. Koliko je lahko pri tem uspešna na platformi pravne države ali pa vladavine prava, sigurno ne. Obstajajo pa drugi mehanizmi, ki so včasih zelo učinkoviti. Imajo tudi zelo lepo obalo in zelo lepe turistične destinacije. Ampak sporočilo, ki bi ga jaz potegnil ven iz tega, je to, da morajo pri slovenski politiki začeti zvoniti zvonci, ker tam se nekaj dogaja, na slovenski strani se pa nič ne dogaja. Mislim, mi imamo mrtvi tek, ki je povezan z volitvami in pravkar podpisano koalicijsko pogodbo. No in zunanja politika, Miro Cerar kot zunanji minister, že prej kot predsednik vlade, ne vem, če je kos temu sam po sebi. Jaz mislim, da bi morali cel parlament odpreti temo, skupaj stopati, predvsem pa se aktivirati tiha diplomacija in pa sploh diplomatski kanali, ki jih mi ne vidimo na očeh, ki jih niso na očeh, ki niso vidni. Mislim, to je definicija diplomacije, da gre za dogajanje oziroma procedure, ki niso na očeh. Če kaj je to, nas je zdaj hrvaški tisk pa gospod Plenković upozoril na to, da se ne sme spati in da se ne sme poigravati z sicer izredno čvrstim nemškim stališčem, da je to stvar vladavine prava.
če bi Nemčija pod vplivom nekih drugih diplomacij in v odsotnosti naših diplomacij začela mehčati to stališče, potem bi bilo to zelo, zelo nevarno in slabo. Ne? Ja, mislim, prej, ko si rekel, veš, da je to za Nemčijo zadeva, ki je marginalnega pomena. Ne? Ja, ta trenutek. Zdaj tako, ne, pač po eni strani seveda je v interesu Nemčije, Evrope kot celote, mislim, da na Balkanu ne prihaja do kakšne eskalacije krize. Ne? Pa ne samo to, Angela Merkel ima ta trenutek po moji presoji, oziroma tako je videti, no, eno izredno in prvič inteligentno, drugič pa zelo intenzivno politiko, v kateri poskuša neutralizirati širše probleme Evrope tudi nasproti Ameriki. Ne? Torej, kaže se, da bo Nemčija zelo motivirano poskušala priti do najvišjega položaja Evropski komisiji. To je prva stvar. Druga stvar je tako, da se govori, da bi Plenković tudi poskušal kandidirati. Mogoče sta se tudi o tem pogovarjali, vendar tega ne bomo nikoli izvedeli. Ne? Potem naslednja stvar, ki je v zaledju, to, kar zdaj kolegica Saša Vidmajer zasleduje, ne? Ko se v Italiji, v Milano sta se srečala Salvini, notranji minister Italije, pa Orban, ne? In sta si pihala na dušo in prišla do izredno, kako ne rečem, usklajenih stališč o tem, kako je eden uspel zapreti mejo na kopnem, drugi pa na morju. Ne? Ja. In če k temu dodamo še zraven Steva Bannona, ki je misionarij po Evropi, zato da bi destabiliziral koncept do zdaj veljavne pravne moderne države in uveljavil neko konzervativno inačico ameriškega fundamentalizma, tudi če Salvini, Orbana in tako naprej, potem Angela Merkel, ki je branik demokracije, zelo velike razloge, da jo skrbi, oziroma nas vse z njo. Torej, na drugi strani se vzpostavlja neka, bom uporabil izraz, internacionala, ne? Ja. Internacionala v smislu, veš, te vsi Budimpešta, italijanski populizem, ne, ki ima potem en krak proti gospe Le Pen v Franciji. Tako je, in pa dobro, Anglija zdaj... In pa očitno, ne, do neke mere Slovenija, kakor se postavlja danes, ne, ni del te zgodbe. Ne, ni, hvala Bogu, ker bi bilo za njo tudi nevarno, zaradi tega, ker bi prišla pač v klinč, v primež med ene in druge, med Salvinija in med Orbana, ampak Angela Merkel recimo je postavila pozicijo v enem od intervjujev za nemške časopise, oziroma medije je povedala, demokracija ni samo to, da si izvoljen, pa da ker imaš večino sestaviš vlado. Demokracija je tudi obramba medijev, javnega prostora, je obramba vladavine prava, je obramba temeljnih človekovih pravic. To je povedala tudi za svoje lastne potrebe, ker se tam dogajajo premiki na desnici, na skrajni desnici, sodišča reagirajo in do neke točke tudi prepovedujejo zborovanje in ona se je zavzela tudi za to, da imajo ljudje pravico do zborovanja, tudi če niso prijetni državi. Skratka, poskuša mehčati pozicije, zavedajoč se, da je demokracija v zelo krhkih rokah, ne posebej, ker ima na drugi strani opravka z odkritim njenim sovražnikom, to je pa Trump, ki je danes trobil v Ameriki zelo čudne stvari in sicer se srečal z evangeličanskimi voditelji, ne, in je jasno povedal, da če bo novembra meseca na, kaj so tam kongresne volitve, ne, da če zmagajo demokrati v splošnem, ne, da bo prišlo do nasilja. Skratka, on je kar besedo violence uporabil, rekel in da je problem v tem, ker se ne voli za njega direktno, ker če bi se za njega bi itak zmagal, ne, ampak da je pa hoče povedati, da če bodo demokrati zmagali, bo pa vse, za kar se je on trudil, propadlo. Ne. Hkrati pa on Angeli Merkel odkrito kaže antipatije. Ne. Zdaj poskuša delati tudi ločene sporazume, razdreti nafto in ločen sporazum narediti za Mehiko, ne, za Enrikeja, je rekel, odhajajočemu predsedniku, potem posebej za Kanado in tako naprej. Evropa je popolnoma osamljena v tezi, dobro, Kanada je tudi na istem vlaku, ampak je tudi osamljena v tezi, da je demokracija vrednota, ker demokracija gre vedno skupaj z svobodnimi samoiniciativnimi mediji, ne. Trump pa dobesedno vedno govori, da so mediji koalicija laži, lažnivcev, fake news in vse tako naprej. Ne. In to so besede, ki paradirajo po Evropi skozi Viktorja Orbana, paradirajo skozi Salvinija. Ne.
Seveda ima Italija prav in tudi Salvini v tem smislu ima prav. Ne? Evropa je bila brezbrižna do italijanske težave. Težava je bila pa neprostovoljno izbrana, je pač mejna država in po morju so prihajali migranti in so se kopičili v Italiji, drugi so pa zraven zehali in so se sklicevali na Dublinsko uredbo ali na tisto, da pač greš v izvorno državo z begunci. Ne. Angela Merkel ima še večje težave. Ona mora zdaj v tem trenutku reševati še razmerje Evrope do Turčije, ker Evropa, preostala Evropa v bistvu spi. Ne. Dobro, komisija se nekaj trudi, ne. Ima neka stališča, ampak zdi se, da Angela Merkel naredi več kot pa cela Evropska unija skupaj, ne, v teh odnosih, ker je jasno dala vedeti, da sicer Erdogan mora spoštovati neodvisnost centralne banke in tako naprej, ampak da je pa v interesu Nemčije in Evrope, da ostane močna sila, ne, ekonomska govorim. Ne. Kar pa zaradi konflikta z ZDA ne uspeva. Ne? Seveda, potem je tukaj Macron, ki je tudi povedal, da se treba z Rusijo nazaj povezovati. In kar naenkrat Krim ni več načelno vprašanje, ampak je relativno vprašanje. Ne? In to je tisto problem. In če bi bila Hrvaška toliko močna, kot je Rusija, ne? Potem naenkrat mejni arbitražni sporazum ne bi več veljal. In to pa je problem. Ne? Ampak mislim, da ni tako močna. Ne? Je pa vezana ta hrvaška zgodba na eventualno širjenje šengenske meje prav zato, ne, ker Angela Merkel natančno ve, da begunski valovi bodo še prihajali in da je treba res utrjevati južno mejo. Pod črto, ne, zdaj Slovenija vlado dobi 13.9., bilo bi primerno, da 14.9. začne slovenska diplomacija precej bolj temeljito na precej višjih obratih delati. To bi lahko delala že zdaj, ne rabiš za to nove vlade, se imaš stara pooblastila, ne, pa stare smernice. To je res, ne, je pa vprašanje, veš, agilnosti sedanjega zunanjega ministra, ki se pa kot kaže, seli samo na obrambno ministrstvo. Novak, zdaj, če vzamemo v primer Erjavca oziroma bivšega ministra, ne. Erjavc je res bil slab minister, zelo, zelo slab, katastrofalno slab celo. Ne. Ampak v načelnih zadevščinah je pa pri Hrvaški znal nekatere pozicije pa postaviti, ne. A jih bo Miro Cerar znal, ne? Ja, pri načelnih zadevah je Erjavc zgledal celo kot nekoliko trši, ne? Ja. Oziroma čvrstejši, bolj čvrst. Ne? Ja. Tako da težava, ki jaz vidim, ne, je ta, da je Erjavc prišel za šefa diplomacije, od diplomacije on ni vedel praktično nič, ne. Je začel z ničle, je sicer to funkcijo opravljal relativno dolgo časa. Cerar ne bo povsem z ničle začenjal, je pa res pač, da je njegov hendikep v tem, da mladike kot inštitucije, ki se ukvarja z zunanjo politiko, ne pozna. Ne? In je v veliki meri odvisno, pač kako si bo tam ekipo sestavil, da ta na drugačnih vrtljajih teče, ne? Je pa določene reči pa po mojem treba izpostaviti. Ne? Med Erjavcem in Cerarjem je, tako kot sem jaz zaznaval, pri zunanji politiki bilo vendarle nekaj razlik. Ne? Cerarjeva zahodnoevropska usmeritev je bila nesporna. Medtem ko je Erjavec... On je znal gravitirati v Moskvo, ne? Erjavec je imel pomembno gravitacijsko točko proti Moskvi. Ne? Ja. Iz tega, kar se je dal iz javnih izjav razbrati, ne, ta gravitacijski center, ki je šel proti vzhodu, ne, ni bil izbira, ki bi nastala znotraj prejšnje vladajoče koalicije ali pa znotraj vlade kot take, pač pa je šlo v relativno veliki meri za neko avtorsko potezo Karla Erjavca osebno. Ne. In to je nevarnost zdajšnje vlade, da bo veliko teh avtorskih potez, ne neke premišljene skupne politike. Mislim, v tem kontekstu, zdaj bom majhen ven padel, mogoče iz konteksta se ti bo zdelo ali pa mogoče poslušalce, ampak
razvijati neko zavest oziroma samo črtica zavest, ne, v slovenski zadevi, ne, seveda na modern demokratičen način bi bilo več kot potrebno, ne, ker ne moramo biti samo posoda za trende, ki se valjajo tukaj čez. Recimo lep primer je bil zdaj ta zadnji spor, oziroma spor pa z besedovanje med Združeno levico pa med EMČ-em, Ameriško-slovensko gospodarsko zbornico. Ker je levica učitelja Ameriške gospodarske zbornice točno to, ne, da ima Slovenijo za bedake, čez katere spušča mednarodno ideologijo visokega kapitala in pa ameriških interesov. Ne. In potem je EMČ v bistvu poskušal pokazati, da je to nadstrankarska, nadideološka, nevtralna in nepolitična organizacija. Tako rekoč znanstvena ustanova. Ja, skoraj da majhen manj kot pa nekaj med Rdečim križom pa društvom rejcev malih živali. Ne. EMČ se sklicuje v tem odgovoru Levici, veš, na znanstveno dognanje 200 strokovnjakov. Ne. Ja. No, ampak to je recimo levica, kakorkoli že, ne, levica ima včasih in se bo izkazalo še, da ima verjetno nekatere zelo čudne pač ideje, pri katerih živi na predpostavki, ki jih sama ne more zagotoviti. Ampak v kritiki kapitala ali pa EMČ pa utegne imeti prav. Ne. Mi moramo vedeti, kaj hočemo in kam gremo. Ne pa ne kritično sprejemati vse, kar eden podtakne. Ne. In zdaj bom pa naredil tisto, kar sem rekel, da bom izletel iz sistema ali pa iz toka misli. Ne. Tej zavesti, samozavesti in tako naprej bi 3 imena izrekel, ne, ki so pa negovalci slovenske besede, ne, pa ne na nacionalističen način. Ne, 105. obletnica Borisa Pahorja, ki je zanč kar mal bil jezen, ki je rekel, pa meni govorijo, da sem nacionalist. Večkrat da razlog, da se ga tako vidi. Ne? Ampak očitno mu pa je do tega, da ta kulturni prostor vendar ve, da obstaja sam zase in da ima svojo samozavest. Ne? Naslednjega, ki ga bi omenil, je Andrej Capudr, ki je pokojni, ker je mu izredno lepo besedo. Vse v diplomaciji in tako naprej je bil majčkan šibek, ne? Takrat, ko je bil ambasador v Parizu in tako naprej. Ampak ta njegov prevod Dantejevega pekla in pa ta gibkost njegove besede je bila fantastična in je umrl. Ne? In komplimenti, poklon. In tretji je Ciril Zlobac, ne, ta je pa prav velikan, ne, res je zvest bralec dela in tako naprej, veš, ko smo se večkrat pogovarjali z njim, žal mi ga je, ne, škoda je, se je že star in tako bil, ampak to so ljudje, a ne, ki niso aktivni politiki in tako naprej, ampak vendar dajo temu prostoru pa tisto noto, da se reče, sej mi smo tudi sposoben artikulirati, misliti po svoje, smo sposoben oblikovati neko samozavest, ki potem lahko seveda po principih čist, če hočeš, miselne demokracije gravitira kamor če. Lahko gre levo, desno, gor, kamorkoli, ampak ima neko osnovo v besedi, ne, ki prime. Ne. S tem za danes končujeva. Hvala.